V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Spoštovani in dragi bratje in sestre, vsi, ki prihajate k tej slovesni sveti maši, prav lepo pozdravljeni. Več gostov je danes z nami, ki smo jih povabili k tej slovesnosti. Gospod Janez Janša, predsednik SDS-a, gospod Danijel Krivec, podpredsednik Državnega zbora, gospod Milan Zver, evropski poslanec z ženo, gospod Andrej Poglajen, državni svetnik, predstavniki občine Kobarid, gospod Oton Bratuš, podžupan občine Tolmin in gospod Milan Pregel, ki je tukaj ob oltarju, namestnik vojaškega vikarja. Ne samo imenovani, ampak vsi ste danes povabljeni, vsi prihajamo k oltarju, da prinesemo semkaj veliko prošnjo za našo domovino. Ta domovina potrebuje molitve, potrebuje, da dobrega Boga prosimo, ne da nas spremlja in blagoslavlja našo domovino, saj to Bog vedno napravi, pa da bi mi vsi, vsak na svoj način, sprejemali ta Božji blagoslov in delali za to, da bi naša domovina bila prijetno bivališče za vsakega med nami. Torej, zato vsi, ki ste prišli k tej sveti maši, prav prisrčno pozdravljeni. Da bomo pa te prošnje znali položiti na oltar, pomislimo najprej, da smo sedaj zbrani pred neskončno svetim Bogom. V tej Božji svetlobi spoznavamo, da smo mi samo ljudje. Zato prosimo dobrega Boga odpuščanja, če je bilo v našem življenju kaj slabega, in naj blagoslovi to našo skupno molitev in to naše praznovanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu navišava.
neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost. Nam državljanom pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz Jobove knjige. Tedaj je Gospod iz viharja spregovoril Jobu in rekel: Kdo je zaprl morje z vrati, ko je izbruhnilo in ušlo iz materinega naročja? Ko sem dal za obličje meglice, za njegove plenice temne oblake, ko sem napisal proti njemu svojo mejo, mu postavil zapah in vrata ter rekel: Do sem pojdeš, naprej pa ne, tu bo obstala moč tvojih valov. To je Božja beseda. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Kristusova ljubezen nas je privedla do tega, da smo presodili takole. Eden je umrl za vse in zato so umrli vsi. Za vse pa je Kristus umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in vstal. Zato odslej nikogar več ne poznamo po mesu. Čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. Poslušali smo Božjo besedo. Alleluia.
prorok je vstal med nami, Bog je obiskal svoje ljudstvo. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Ko se je tisti dan zvečerilo, je rekel Jezus svojim učencem: prepeljimo se na drugo stran. Ko so odslovili množico, so ga vzeli s seboj v čolnu, v katerem je bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pluskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: Učitelj, ti ni mar, da se potapljamo? In vstal je, zapretil vetru in rekel morju: utihni, molči. In veter se je polegel in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel: kaj ste strahopetni, ali še nimate vere? Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje? To je Kristusov evangelij. Lep pozdrav vsem skupaj in vsakemu posebej. Zbrali smo se pri sveti daritvi za našo domovino, na nek način za nas same, kajti mi smo ta domovina. Prebrana Božja beseda in tudi cerkev, v kateri smo se zbrali, nas nagovarjata k določenim razmišljanjem ob tem dogodku, ob tej pravi vsebini. Cerkev, posvečena srcu Jezusovemu, nas vabi, da bi tudi mi dali svoje razpoloženja, sposobnosti in talente v službo, služenje bližnjemu, v služenje skupnemu blagru. Kajti, kot že rečeno, domovina smo mi. In kolikor smo pripravljeni živeti za skupni obči blagor, toliko bližje smo tisti pravi notranji sreči, ki človeku kaže pot in tudi cilj, ki je pred nami. In Božja beseda nas vabi, da se z vso vero, z vsem zaupanjem naslonimo na Božji načrt in da v sodelovanju z njim naredimo vse tisto, kar je v naši moči, v naših sposobnostih. V drugem berilu smo slišali, da je s krščanstvom prišlo na svet nekaj novega. In kakor so kristjani pred 2000 leti spreminjali, prekvasili takratno družbo, smo tudi mi poklicani in postavljeni v ta čas in trenutek, da naredimo to družbo plemenitejšo, bolj človeško, zavedajoč se trdnih temeljev in tistega pravega osnovnega počela, ki nas vodi k dobremu. Ljudje smo sicer po naravi dobri, vendar na drugi strani podvrženi tudi slabostim in grešnosti.
Zato nas vse te naše človeške slabosti mnogokrat tlačijo k tlom, nam jemljejo upanje in veselje do življenja. Prava vera pa nam daje smisel, nam daje notranjo duhovno moč, da znamo pravilno razlikovati med dobrim in slabim, med našimi zaslugami in našimi dolžnostmi, da znamo in zmoremo delati vse tisto, kar je čim bližje Božjemu načrtu. In na nas je, da vsak dan znova poglabljamo to vero, da premagujemo strah, ki je največja ovira pri naših prizadevanjih. Zato tudi Jezusov velikonočni pozdrav ni bil kar tako mir z vami, marveč je to tisti mir, ki človeka notranje postavlja na trdne položaje, ki nam zagotavlja, da v prizadevanjih za dobro nismo sami, da je človekovo življenje prepletenost osebnega in družbenega življenja in da za oboje moramo delati z vso zavestjo in z vso odgovornostjo. Jezusova navzočnost v čolnu, ko so se apostoli skorajda potapljali, je zgovorna tudi za nas ljudi današnjega časa. Mnogokrat se nam namreč zdi, da se čoln našega osebnega, pa tudi družbenega življenja nevarno nagiba, skorajda potaplja. In ker vse prevečkrat računamo zgolj in samo na človeško moč, na lastno iznajdljivost in na pretkanost tega sveta, pozabljamo na tisto pravo, trdno oporo, ki bi nas obdržala v pravi smeri in v zagotovosti nad gladino našega življenja. Vera, ki se ne more izpovedovati samo z besedami, ampak se mora udejanjati v vsakdanjem življenju. Tista vera, ki jasno razlikuje med tem, kar je, kot že rečeno, prav in dobro in kar je krivično in hudobno. O naši domovini so mnogi pisatelji pisali, se je veselili, jo opevali. Na nas je, da se veselimo tega, kar nam je podarjeno, teh krajev, v katere smo postavljeni, in da ne obupujemo zgolj nad tistimi morebitnimi vsakodnevnimi težavami, ki nam jemljejo veselje. Bog je na naši strani. Njegov vzgled, njegova dobrota, njegovo zveličanje pa je zagotovilo, da se je smiselno, vredno in tudi mogoče prizadevati za boljšo, plemenitejšo družbo. Ko molimo in prosimo za našo domovino, se jasno zavedamo, da s tem ne sovražimo nikogar, kajti zato, da ljubimo domovino, ni potrebno nikogar zavračati. Ljubezen je namreč tista gonilna sila in tista moč na svetu, ki zadošča sama sebi, ki sebe uresničuje in ne potrebuje svojega nasprotja za preživetje. Za razliko od sovraštva, od tekmovalnosti, od vseh tistih del tuzemeljskega življenja, o katerih govori apostol Pavel v enem izmed svojih pisem, tistih del, ki nas tlačijo k tlom, ki nam jemljejo človeško dostojanstvo in ki nam uničujejo skupni blagor. Na drugi strani pa so sadovi ljubezni tisti, ki so utemeljeni na pravih, tradicionalnih vrednotah. Zavedati pa se moramo, da te vrednote ne smejo in ne morejo biti utemeljene na človekovi odločitvi, marveč na Božjem zgledu. Kakor Jezus sam pravi, vi pa si prizadevajte, da boste sveti, kakor je svet vaš nebeški Oče v nebesih. Vera, ki jo izpovedujemo, nas tega jasno uči. Nam kaže pravo pot in nas povezuje med seboj. Zato jo bomo tudi danes izpovedali z besedami, pa iz tega potem tudi živimo. In naj bo Bog tisti, ki bo dajal pravo težo in prave odgovore na naša vsakdanja vprašanja. Bog živi Slovenijo, Bog živi nas, vse tukaj zbrane.
Izpovedali bomo vero. Verjem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst kot puščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, zahvalimo se danes za dar domovine in prosimo Boga Očeta, da bi jo bogato blagoslavljal. Podpiraj Slovensko cerkev, da bo zvesta svojemu poslanstvu služenja ljudem. Prosimo, da usliši nas. Navdihuj državne voditelje in jim pomagaj pri širjenju medsebojne sprave. Prosimo, da usliši nas. Bodi blizu staršem, učiteljem in vsem, ki skrbijo za razvoj našega naroda. Prosimo, da usliši nas. Varuj vse prebivalce naše države pred poplavami, potresi in drugimi nesrečami. Prosimo, da usliši nas. Podari večni mir našim pokojnim, ki so izgubili svoje življenje v vojni in nasilju. Prosimo, da usliši nas. Nebeški Oče, naj Tvoja dobrotna roka spremlja in varuje našo domovino. Prosimo Te, usliši naše prošnje in nam ostani blizu. To Te prosimo po Kristusu našem Gospodu.
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, sprejmi to spravno in hvalno daritev, naj nas osvobodi in prenovi, da bo vse naše življenje tebi po volji, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Višku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe vsemogočni večni Bog vedno slavimo in hvalimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svojim rojstvom je prenovil človeštvo, svojim trpljenjem uničil naše grehe, svojim ustajenjem nam dal pravico do večnega življenja in svojim nebohodom odprl nebeška vrata. Zato ti za vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in na to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem
pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire, odrešeni sveta, ki si na svojim križem in vstajenjem odreši. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s Teboj in oznanjamo delo Tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev Tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Cerkev v naši domovini naj zaživi z novo močjo. V trdi vezi edinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki in našim škofom Jurjem, med škofom in papežem Frančiškom. Daj, da bo Tvoje ljudstvo sredi razdvojenega sveta delovalo v službi edinosti in sloge. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost in vseh rajnih, katerih vero edino Ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polno življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, z apostoli in vsemi mučenci in vsemi svetniki, naj Te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam miru naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si svetega duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Običajno spomnim na moje župljane, kaj bodo prebrali v oznanilih, tokrat so malo krajše, bližajo oziroma so že na vidiku počitnice oziroma dopusti, vendar vsak dan je sveta maša, ki je boste prebrali tudi na podružnicah. V soboto praznujemo praznik svetega Petra in Pavla, potem pa ta teden imamo v sredo pogreb, kar spremlja, pogrebno slovesnost za naše otroke, za naše veroučence, pa jutri končujete skupaj z drugimi šolsko leto. Tudi in letos je tako naneslo, da tudi mi prav jutri končujemo tudi veroučno leto. Zato imamo jutri zvečer mladinsko svetomašo,
namesto o petkih, torej jutri zvečer, pri kateri se bomo dobremu Bogu zahvalili tudi za veroučno leto in vse dobro, kar nas je ob veroučnem letu spremljalo, in dobili boste otroci tudi veroučna spričevala. Toliko o oznanilih. Mi pa zaključujemo sveto mašo. Molimo. Dobri Oče, okrepčal in prenovil si nas z dragocenim telesom in krvjo svojega Sina, kar pri sveti skrivnosti znova in znova obhajamo, naj zazmeraj dosežemo v Tvojem kraljestvu, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v miru. Vsaka dobra proslava se začne s parado. Hvala prapoščakom. Draga Drežnica,
dragi rojaki, spoštovani Slovenke in Slovenci, zdaj malo je krajev v Sloveniji, kjer bi bilo lepše obhajati rojstni dan domovine Slovenije, slovenske države, kot v tem koščku raja pod Krnom, v tem delu klene in zdrave Slovenije. Zdaj, pred dobrimi 3 desetletji smo Slovenci postali gospodar na svoji zemlji. Zdaj, samostojno Slovenijo, ta dragoceni sad trdoživosti mnogih generacij Slovenk in Slovencev, ta dragoceni sad srca, razuma in poguma osamosvojitvene generacije smo takrat končno dočakali. Ravno naši generaciji je pripadla čast in privilegij, da smo bili del tega svetega časa slovenskega naroda. Danes lahko iz tistih časov črpamo moč za soočanje s preizkušnjami in izzivi sedanjosti. Da Slovenci to zmoremo, dokazujete tudi tukaj v Drežnici in v Posočju. Tudi generacije naših rojakov, ki so pretekla stoletja živele na tem prostoru, so nam lahko zgled in navdih. Navdihuje nas njihova ljubezen do slovenske zemlje, za katero so prelivali kri in darovali svoje življenja. Zdaj sem bil marsikje po svetu, videl sem mnogo posvetil padlim za svojo zemljo, za svojo domovino, za lastno državo. Tudi malo je cerkva in spomenikov v Sloveniji posvečenih tem žrtvam, pa nikjer nisem videl bolj globokega napisa, kot je na vaši cerkvi. Kajti tukaj, na tej plošči, mislim, da je bila postavljena pred 30 leti, ali še nekaj več, so zapisane besede, kjer vsako od njih stoji tako trdno kot temelj te cerkve. Zato jih bom prebral, ker zgolj citiranje po spominu ni dovolj. Zapisali ste: dali smo naša življenja krvavim poljanam, naša srca materi Sloveniji in naše duše Bogu. Te žrtve skozi celotno slovensko zgodovino, ki jih je bilo ogromno, bi težko počastili, bolj počastili z katerimi koli besedami, kot so te. Torej, tem, ki so jim namenjene te besede in ki so umrli za Slovenijo skozi stoletja, žal so bile žrtve tudi v vojni za Slovenijo. Tem, vsi ti naj nam bodo zgled, predvsem njihovo spoštovanje korenin, iz katerih smo kot narod rasli. Navdih vseh nam danes naj bo tudi njihovo spoštovanje ter skrb za slovenski jezik in kulturo skozi stoletja. Zaradi vsega naštetega, zaradi dejanj in ustvarjalnosti mnogih naših rodov, ki so v sebi nosili ljubezen do domovine in jo predajali drugim, smo danes samostojen narod z lastno državo. Obstajajo večji narodi od nas, pa nimajo tega privilegija. Tudi v Evropi in celo znotraj Evropske unije živijo večji narodi, kot je slovenski, pa njihov jezik ni uradni jezik unije. Vemo, da so v zgodovini obstajali številni narodi, mnogo večji in močnejši od nas, a jih danes ni več. Nihče več ne govori njihovega jezika, njihovi grobovi so žal pozabljeni in njihovo dediščino najdemo le še po redkih muzejih. Slovenci pa smo stali in obstali, kot je preroško zapisal Primož Trubar.
Stali smo in obstali, da bi resnično živeli svobodno in v blaginji. Ne da bi morali vsi misliti in delovati enako, ampak da bi bili sposobni živeti z razlikami, ki vedno obstajajo med svobodnimi ljudmi. V strpni skupnosti, ob spoštovanju svobode izražanja in ob enakih vatlih presojanja ravnanj vseh državljanov. Sposobni stopiti skupaj takrat, ko nas usoda postavi pred večje izzive. Ponosni na svoje in odprti do drugih. V prostoru, kjer vladata mir in pravičnost, zato ga ljudje dojemamo kot lasten dom in čutimo kot domovino. Ob rojstnem dnevu Slovenije, prazniku vseh, ki domovino nosimo v srcu, mislim, da si skupaj želimo, da bi še naprej negovali, ljubili in spoštovali slovenski jezik, dosežke rojakov doma in po svetu, da bi s ponosom, kot smo to storili danes na začetku te maše za domovino, zapeli Zdravljico in izobesili slovensko zastavo. Da bi želeli ter znali prenašati dediščino in ljubezen do domovine na naše otroke ter vnuke po celi Sloveniji, tako kot to znate tukaj v Drežnici. Da bosta slovenska pesem in zdrav duh slovenstva trajno odmevala v srce Evrope, ne bo ga odpihnil najmanjši vetrič, niti hud vihar, ker bodo potem korenine globoke in skrb prihodnjih generacij zanje samoumevna. Ali kot pravi Ivan Cankar, kdor ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje misli obseže vso. Ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj pozneje. Zakaj ljubezen je ena sama in nerazdeljiva. Ven kratek utrip srca je stisnjeno vse. Mati, domovina, Bog. Iskrene čestitke ob dnevu državnosti. Vse najboljše, Slovenija, Bog vas živi, Bog živi našo domovino Slovenijo. V imenu organizatorjev vsem skupaj hvala za udeležbo pri sveti maši za domovino, še posebej domačemu župniku in vikarju, slavnostnemu govorniku in mešanemu pevskemu zboru Drežnica za zapete pesmi, pa tudi za tiste, ki bojo zapete še pred cerkvijo.
Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki ste kakorkoli pripomogli pri organizaciji in pri izvedbi svete maše. Zdaj pa vabljeni na prijateljsko druženje pred cerkvijo in na svidenje čez leto dni.